Ena od zelo pomembnih nalog, ki nas je čakala takrat, kadar smo nekako z finančnega vidika začeli malček bolj pozitivno živeti, smo ugotovili, da je potrebno več vlagati v organizacijo dela in seveda tudi v kadre. Sam denar ne pomeni veliko in ugotavljali smo, da v organizaciji dela da zelo pešamo in pogledali smo, kaj lahko naredimo. In ugotovili smo, da prav prenova procesa je ena od pomembnih korakov. In to smo pravzaprav komponirali v tisti čas, ko smo začeli pravzaprav z standardi kakovosti in sicer z ISO standardom. To je bilo trdo delo, zelo resno delo, ki je v intenzivno teklo skoraj 3 leta, s tem, da skoraj vsakodnevno pa 8 mesecev. Prenovili smo popolnoma vse procese, nismo šli v neke parcialne rešitve, ker smo videli, da kolikor hočemo stopiti korak naprej, delo dobro organizirati, kaj je pravzaprav naša bila velika želja, je bilo potrebno tako pristopiti. Zdaj, kot včasih nekdo reče, da je neka zmeda, recimo pri delu ali na oddelku ali kakorkoli, recimo pri nas je bilo zanimivo, da smo ugotavljali, da procesi nam ne tečejo iz preprostega razloga, ker so vsi procesi hoteli vstopati primer v bolniško sobo istočasno. In smo imeli gužvo in gotovili smo, da je potrebno, da postavljamo semaforje. To če malo karikiram. In to je pa terjalo nove opredelitve. Posamezne poklicne skupine so morale spremeniti režim dela, morali smo spremeniti urnike dela, kar pa ni bilo enostavno. Predstavljajte si, da nekdo pri 30 letih delovne dobe ali pa dela na nekem procesu je moral pravzaprav se prilagoditi neki zelo veliki spremembi, morda celo delu ob času vikenda in tako naprej. Prvi rezultati, ki smo jih beležili, je, da smo se lažje reševali finančne krize. To je eden zelo pomemben segment. Drugo, kar je pa morda še bolj pomembno, je pa tako, da v nekem trenutku smo ugotovili, da so se nam izboljšali medsebojni odnosi. Torej, jasni procesi dejansko postavijo jasna pravila. Vsak točno ve, kaj ima za delati, kakšne so njegove odgovornosti in kje mora v nekem določenem trenutku biti. In ljudje so tudi bistveno bolj umirjeni. In to mislim, da je eden zelo pomembnih korakov in zelo dobrodošel. In jaz sem ponosna na to, da smo to uspeli izpeljati in da je danes ljudje dejansko vidijo, da delo lažje upravijo, da je tudi bistveno bolj varno, ne samo za paciente, ampak tudi za njih. Če lahko nekako rečem tako, prej smo imeli neko občutek, da hodimo po minskem polju in nikoli ne veš, kdaj te čaka nesreča. Danes smo preprosto s količki označili te mine, kajti po minskem polju še vedno hodimo, ne?